Pozdravljeni. Zopet je teden naokrog in prišel je na vrsto letos že 13. komentar novic. Poglejmo si skupaj, kaj se je zanimivega zgodilo v preteklih dneh. Tudi danes, kot običajno, se bomo ustavili pri 4 različnih temah. Ampak, kot boste ugotovili tudi sami, so teme dokaj povezane med seboj, posebej druga in tretja. Tudi tokrat, ukolikor vas zanima, kaj piše v originalih citiranih člankov, imate bližnjice zavedene v opisu, in ko je slika v barvah, pomeni, da povzemam tisto, kar sem prebral v že prej omenjenih člankih, ko se ta spremeni v črno-belo, pa dodajam moj osebni komentar, moje osebno mnenje. Tako, še enkrat smo na hitro ponovili pravila tega malce drugačnega formata, zato se kar takoj lahko lotimo prve današnje teme. Kot smo lahko prebrali na spletnem portalu Planet F1 25. marca, je Fernando Alonso poškodovan. Namreč ukleščil si je živec na vratu in zato so ga novinarji videli z opornico na vratu, ki je nekako kazala to njegovo stanje, čeprav moramo biti iskreni. Fernando Alonso letos ni končal še ene dirke za veliko nagrado in na račun Aston Martina ni pripisal niti še ene točke. Tudi sam se zaveda tega dejstva, ampak ukleščen živec na vratu ga zagotovo ni ustavil. Podobno ne kot poškodovana rebra in pljuča v sezoni 2016, ali pa zlomljena čeljust na začetku sezone 2021, ko je imel bližnje srečanje z avtomobilom, ko je kolesaril. A treba je zopet poudariti najmanj dvoje. Prvič, da je Fernando Alonso v izjemni fizični formi. Njegov vrat je izjemno širok, natreniran in ni čudno, da se je poškodoval. Namreč treningu posveča kar mnogo pozornosti. In drugič, tudi on se počasi približuje tistim letom, ko bo treba razmišljati o koncu kariere, čeprav je mnogo mlajši od mene. In tudi to je nekaj, kar se bo moral Fernando Alonso zavedati. In treba je tu še poudariti nekaj, da pravzaprav poškodba ali ne, Fernando Alonso bo moral začeti nabirati točke. Čim prej, tem bolje. Drugi današnji sklop se bo pa dotaknil rahlo bolj delikatne teme. Kot poroča spletni portal The Race 24. marca, je prišlo do manjšega konflikta med skuderijo Ferrari in Formulo 1. Zakaj gre? Kot dobro veste, sredi dirke za veliko nagrado Kitajske v mednarodnem prenosu niso predvajali vseh radijskih komunikacij. Namreč Lewis Hamilton je bil tisti, ki je dobesedno zahteval menjavo pozicij med njim in Charlesom Leclercem. Namreč bolid številko 44 je imel določene težave in zato je hotel Lewis Hamilton predse spustiti Leclerca, ki je bil v istem delu dirke enostavno hitrejši. A med prenosom smo mi, navdušenci, slišali samo drugi del komunikacije, predvsem tistega, kjer so iz komandnega pulta zaukazali menjavo mest. In izgledalo je na prvi pogled, da je skuderija Ferrari bila tista, ki je ukazala menjavo pozicij. Ampak Frederic Vasseur se s tem ni strinjal in jasno ter glasno označil, kako so pri Formuli 1 malce
spremenili resničnost. In sledil je odgovor. Pri Formuli 1 so bili baje tako zasedeni, da niso imeli fizičnega časa v prenos vključiti tistega prvega dela izjave, kjer je govoril Lewis Hamilton. In da na noben način niso hoteli nekako potvoriti resničnosti ter nam ustvariti nek občutek, da so pri Ferrariju zaukazali menjavo mest. In tu je treba sicer dodati nekaj, kar marsikomu izmed nas je jasno. Vsi mi verjamemo, da pri Formuli 1 niso hoteli nam nekako prikazati nekaj, kar ne bi bilo resnično. Ampak znano nam je tudi, da radijske komunikacije so dane v eter z določenim zamikom. In seveda lahko bi počakali, ukolikor so bili toliko zasedeni, še 30 ali pa 45 sekund, ter nam predvajali celotno zgodbo. Sam sem tu popolnoma na strani samega Frederika Vassarja. In konec koncev imam kar nekaj namigov, da mogoče pa res niso bili tako zasedeni in so mogoče, ampak čisto malo, hoteli resničnost tudi malce prilagoditi. A o tem bomo kaj več spregovorili v tretjem sklopu. V tretjem današnjem sklopu se bomo pa ustavili pri članku, ki je bil objavljen na portalu Planet F1 25. marca. Tu smo lahko prebrali, kako med dirko za veliko nagrado Kitajske, med televizijskim prenosom, je prišlo do drugega poizkusa potvorbe resničnosti in žrtev Oliver Bearman. Oli Bearman je iskreno razočaran nad tistim, kar so predvajali pri mednarodni režiji, kot vam je dobro znano. Verjetno marsikdo izmed vas je zapazil, da je Oli Bearman nasprotnike, ki jih je prehitel, lepo pozdravil. Dejal jim je čau. A zgodilo se je, da ta njegov pozdrav so v režiji umestili tam, kjer pravzaprav Bearman kakšnega pozdrava ni izrekel. Oliver Bearman je dejal, da je pozdravil oba voznika ekipe Alpine ter seveda Liama Lawsona. A verjetno marsikdo je opazil, da v mednarodnem prenosu je bilo slišati čau tudi takrat, ko je Bearman prišel mimo Carlosa Sainza mlajšega. Ampak tu je seveda velika razlika, kajti Bearman ni hotel Sainza v nobenem primeru nekako užaliti s tem pozdravom. In zaradi tega se čuti rahlo izkoriščenega, izdanega. In treba je dodati, da če v drugem primeru bi lahko nekako verjeli, da se je zgodilo nekaj, kar je komunikacijo Lewisa Hamiltona v prvem delu izključilo iz televizijskega prenosa, epizoda, ki smo jo bili priča tu, nam mogoče daje potrditev, da so res pri mednarodni režiji želeli vplivati na tisto našo percepcijo dirke. Izbirali so epizode in jih rahlo prilagodili, da bi bile po njihovem mnenju morda bolj zanimive. In to je nekaj, kar mene osebno moti. Morda tudi vas. Treba se je pa za konec ustaviti še pri četrtem sklopu, kjer bomo morda razumeli, zakaj je do vsega tega prišlo. Za konec, kot običajno v našem četrtem sklopu, pa rahlo bolj ležerna oziroma obrobna tema. Kot poroča spletni portal motorsport.com, 25. marca se v Združenih državah Amerike dogaja nekaj zanimivega. Morda vam je znano ali pa tudi ne.
pri seriji IndyCar so dobesedno zamenjali tisto televizijsko mrežo, ki prenaša dirke. Iz NBC-ja so prešli k konkurenčnemu Foxu. In na prvi dirki letošnje sezone ob odlični podpori same televizijske mreže so dosegli fantastičen rezultat. Gledanost se je dvignila za celih 45%. Ampak nato pri drugi dirki letošnje sezone se je zgodilo tisto, čemur se hočejo izogniti pri vseh večjih športnih dogodkih. Namreč pravi dvoboj med dirko serije IndyCar ter NASCAR. Obe sta bili na sporedu dobesedno v istem terminu in obe na mreži Fox. Nato se je zgodilo še nekaj bizarnega. Izpad elektrike. Zato približno 20 minut prenosa sploh ni bilo in namesto serije IndyCar so pri Foxu na 2 kanalih prenašali NASCAR. In rezultat seveda porazen. Gledanost je padla za več kot 50%. In nekdo bi lahko dejal, pa kaj? A mi, navdušenci, se iz tega lahko naučimo 2 stvari. Prvič, v Združenih državah je verjetno še zmeraj najbolj popularna serija NASCAR. In predvsem drugič, mi lahko Formulo 1 imenujemo kraljico motošporta, ampak v resnici glavna kategorija je tista, ki ima več navdušencev in več sledilcev. V Združenih državah Amerike imamo 3 dirke z veliko nagrado, ampak verjetno, kar se tiče popularnosti, ne dosegajo tistega, kar vidimo pri seriji NASCAR, kjer ne glede, kaj je na sporedu in katere kategorije so v nasprotnem programu, je NASCAR še zmeraj vodilni. In verjetno tudi zato režiserji skušajo takšne ali drugačne prenose tudi malce poživeti. S kakšnimi triki, ki nam verjetno niso všeč. A tako, prišli smo do konca tudi tokratnega komentarja novic. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.